всі народи, ки хребене дочака дан. Да котре сонце ходи, препірі світа Бог прегнав. Дароя розбовсак, не вракле сосед бомеяк. Дароя розбовсак, не вракле сосед бомеяк. Не вракле сосед бомеяк. Се чує пісень, славічко липа мила, там поверти какая, свої домача хища. Рись ревна є і стара, Морда же прик столит, ай мені подражя, ко цілий світ. О, боки сої низькі, і зла моє покрита, у садом яку гостем, є скора й ціла скрита. а в моєм серцю видно, Так ясно себе він, че тут є у Бога, одні вчені. І то є добра мати, кмичками родила, і науки ні злате, у серце є всадила. у хищиці та й тикав. Міра є младий двір, зато є подражя, ко цілий світ. Зато є подража, ко цілий світ. Покажімо ножице, покажімо роки, поглejte, как придne величиця smo mi. Paužimamo, po cijeli ljubi dan. Paužimamo, po cijeli ljubi dan. Pokažimo nožice, pokažimo roke, poglejte, kak pridne veličice smo mi. Paubišamo, po cijeli ljubi dan. Paubišamo, po cijeli ljubi dan. Pokažimo nožice, pokažimo roke, poglejte, kak pridne veličice smo mi. Palikamo, po cijeli ljubi dan. Palikamo, po cijeli ljubi dan. Pokažimo nožice, pokažimo roke, poglejte, kak pridne veličice smo mi. Parajamo, po cijeli ljubi dan. Parajamo, po cijeli ljubi dan. Ej, punce, mi bi tudi malo plesali. Pa pridite. Dekle razposajeno, kak si ti razvajeno.
plesar. Hej, Maša, a ne, kako se vse spremeni? Je prišla korona, pouk na daleč, pa še daha učiteljica kak za lincem izklopil. Ja, samo ne vem, kdo je bil hujši, moja mama ali moja učiteljica. Mame nisem mogla izklopiti. Veš, jaz nič ne vem, sam sem pa slišal, da je rekla ena huda mama. Če otroci v šoli motijo pouk, jih pošljemo domov. Pol bi bilo prav, da jih med korono pošljemo v šolo. Vidiš, tu pa rata problem. Šolo nismo smeli, pa so nas morali po doma cele dneve prenašati. Joj, so bili dolgi dnevi, tak dolg cajt. V korona šoli so še atiji prišli na račun. Veš, jaz nič ne vem, pa sem slišal, da je učiteljica vprašala Januska, kaj ti ate še kar dela domače naloge? Nič več, Tršica, ti zadnje svega je čist sesul. Tole si pa dobro slišal. Jaz to čist več ne. Sem pa slišala, da pravi mama otrokom. Tako otroci zajtrka je konec, kdaj pa v šolo in da mi ne pridete iz sobe, dokler ni narejena tudi domača naloga. Pa je imela mir, stareje že niso upali sobe. Groza, kot da si v restu. Veš, jaz čist nič ne vem, sem pa slišal, da se je deklica igrala z barbikom. Pa je zloži na polico med knjige. Pa pride mama v sobo, pa vpraša, ja križevna gora, kaj pa delajo barbike med knjigam? Deklica odgovori, imajo pevski zbor, saj veš, ne smejo imeti stikov. Veš, kaj ti bom pa zadnje povedala, je čista resnica. Se je ena tatka pogovarjala s svojim mačunku, da bi kaj razumel. Ko sem pa jaz to povedala svojemu psu, sva skoraj umrla od smeha. Veš, Maša, tole, kak ti bom pa zdajle povedal, pa nisem slišal. Drži kot pribito. Ti si moja prijateljica. Med korono se nismo videla in dobil sem čisto novega prijatelja. To je bil naš hladilnik. V času korone je imel v 24 urah kar 250 ogledov. Veš, jaz to čisto še sem pa slišala, da je šel en jager na lov, pol pa tako pribija. Še nikoli si nisem mislil, da se bo med korono nasprehodil skoraj pol človeka kot pa medveda. Veš, je šel moj sosed na balkon 1:5. Pa so ga sosedje začeli obmetavati z jabolki, krompirjem, jajci. Pa je revež dodal, jutri bom spet pel, rabim še meso. Kaj pa tole si še slišal? Je deklica vprašala bratca, če se gre sa monopoli. Veš, kaj je odgovoril? Ne, imamo prepoved gibanja izmed občin. Tudi to smo že predvedeli. Veš, jaz čist nič ne vem. Sem pa slišal, da je nekdo spraševal, če ima kdo sobno kolo za prodati. Je rekel, da ga nujno rab za službo. Pa nič okol govori, mi dva čist nič ne veva, sam slišala sva. Nismo veliki, bolj malo nas je, vendar smo pridni in dobri ljudje. Našo deželo in ves ta naš rod ljubimo srčno, ne gremo odtod. Človek kar nekaj ljubezni ima. Vsaka od njih kdaj po svoje je šla. Le domovina nikoli ne bo ti pomahala v bridko slovo. Kje domovina si? Ali na poljih teh, še pod Triglavom, okrog Karavank?
ali po plavžih si, ali po rudnikih, tu, preko morja in niti meja. Hotel nekdaj sem, da bi se razširila, da bi razpela svoj krog čez zemljo. Glej, in zdaj vidim, silna, brezmejna si, v daljo kot seme razsipa svoj plod. Boš jih kot lastovke k sebi priklicala, kakor golobe prizvala pod krov, ali jih tuja bo slava premavila in jih nikoli več k tebi ne bo. Kje, domovina si, ali na poljih teh, še pod Triglavom okrog Karavank, ali po plavžih si, ali po rudnikih, tu, prek morja in niti meja. Slutim te, čutim te, sanja poetova letala dolgo je let nad teboj. Gledala, slušala, plakala, upala, izpraševala za tvojo skrivnost. Školjka na morskem se dnu razbolela je. V biser je stisnila svojo vso bolj. Srce poeta, kaj v tebi se zbralo je? Srce poeta, od nje si bolno? Kje, domovina si, ali na poljih teh, še pod Triglavom okrog Karavank, ali po plavžih si, ali po rudnikih, tu, prek morja in niti meja. Domovina je kot mati, vredna je zlata. Premalo se zavedamo lepot, ki jih ima. Kdor moral zapustiti je ognjišče mamino, ta dobro ve za bolečino neusmiljeno. Življenja pota so različna vsakega od nas. Naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas, stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo. Za rodno grudo vekomaj naj bije nam srce, saj domovina ena sama je. Po domovini in po mami hrepeni srce, ki bije v istem ritmu za obe. Saj bije v ritmu zdravljicev en glas, belo, modro, rdeče za nas, belo, modro, rdeče za nas. Po širnem svetu naj doni ta hvalnica domu zapeta, ker zidka vsem nam tekla je, tam vedno naše bo srce. Ljubezen to brezmejna je, jo mati utkala je v srce. Naš narod naj v slogi živi in poje Sloveniji. V meni bije slovensko srce, objema morja, objema gore, ko se trobojnica dvigne nad vse, v meni bije slovensko srce. Saj bije v ritmu zdravljicev en glas, belo, modro, rdeče za nas, belo, modro, rdeče za nas. Drage gledalke, spoštovani gledalci, obiskovalci v dvorani Kartuzijske pristave v Jurkloštru, gospod predsednik Združenja VSO, veterani vojne za Slovenijo, poslanci prvega sklica Slovenske skupščine, gospa generalna sekretarka Združenja, gospod župan, člani Združenja, domačini Jurkloštrčani. Vsem iskrena dobrodošlica na današnji prireditvi, na kateri se spominjamo 30-letnice mednarodnega priznanja naše države in njene včlanitve v Organizacijo združenih narodov. 22. maja 1992 je bil za Slovenijo pomemben dan, saj je postala članica Organizacije združenih narodov in s tem polnopravna članica mednarodne skupnosti. To dejstvo bo rdeča nit današnjega pogovornega večera s tema gostoma, ki vaju zdaj prijazno vabim na oder, gospod Peterle in gospod Dimitrij Rupel. Prosim, da se pridružite nam na odru. Izvolite.
K pogovoru smo povabili, kot ste videli tudi na vabilu, gospoda magistra Matjaža Šinkovca, ki je bil, torej imel je resen namen priti, ampak je nekaj zbolel in se ni prav dobro počutil, zato se je za danes opravičil. K pogovoru smo vabili tudi gospoda Ernesta Petriča, ki je bil takrat v New Yorku z vami, ne da? Na tistem slavju, pa je službeno odsoten, tako da tudi on se je opravičil. Bomo kar sami. Začela bom pa, torej še enkrat iskrena dobrodošlica obema. Začela bom pa mogoče malo drugače. Ne z vprašanjem, ampak z enim citatom. S Peterletom sva bila na obisku pri madžarskih sosedih v županijah Zala in Vas. Na poti je bilo tudi nekaj turističnih atrakcij. Pokazali so nama park, v katerem so postavili posnetke starih kmečkih bivališč. Bile so tudi slamokrite hiše, ki so imele črne kuhinje in tla iz steptane zemlje. No, vidiš, mi je rekel Lojze, v takšnile sem se pa jaz rodil. Malo mi je bilo nerodno, vendar sem dolgo premišljeval, kaj pomeni priti iz take hiše v vladno palačo, ste zapisali, gospod Rupel, kaj ne da? Tole sem našla v magistrski nalogi magistra Mateja Tonina, še aktualnega ministra za obrambo, in se mi je zdelo en tak pameten uvod. Zdaj ne bom razpredala, kaj je on takrat, kaj je on iz tega vašega citata videl. Bolj bi me zanimalo, zakaj ste vi tako to napisali. Torej, jaz se vam najprej zahvaljujem za to vabilo, da lahko govorim o enem najpomembnejših dogodkov v slovenski zgodovini, če ni to morda prav tisti najpomembnejši dogodek v slovenski zgodovini. Mislim, osamosvojitev je, da tako rečem, najpomembnejši dogodek. Leto 1991 morda najboljše slovensko leto sploh. Jaz sem o teh rečeh, o prvi vladi, v kateri sem deloval, pod vodstvom tu navzočega Lojzeta Peterleta, jaz sem o teh rečeh pisal v več knjigah. Ta citat je iz moje knjige Skrivnost države in to je poročilo o tistem prav prvem obdobju do konca leta 1992. V tem času se je marsikaj zgodilo. Zakaj sem to napisal? Zaradi tega, ker se stvari pač hitro pozabljajo. Marsikdo se tega, kar smo takrat doživljali, ne spominja. Marsikdo tudi ni še bil rojen takrat. No in moja dolžnost je bila, tako sem pač mislil, kolikor je mogoče avtentično, iskreno izpovedati tisto, kar se je takrat dogajalo, povedati tudi podatke, ki so morda zanimivi za občinstvo, pa tudi za zgodovino. Ravno v teh dneh, sem malo prej razlagal Lojzetu, so Nemci odprli svoje arhive za leto 1991. No in v teh arhivih, to je približno 2000 strani, je teh arhivov, vseh mogočih brzojavk, govorov, opomnikov, zabeležki in tako naprej. Ta knjiga, oziroma ti arhivi se začnejo s Slovenijo in se končajo s Slovenijo. To je zame tudi, da tako rečem, en dokaz o tem, da Slovenija se je prav znašla v središču evropskega, če ne celo svetovnega dogajanja. Torej, smatral sem na svojo dolžnost ne samo poročati o tisti prvi vladi in o tem, kar sva midva s Peterletom skupaj doživela, ampak tudi poročati o tistem, kar se je dogajalo potem, ko se je, tako rečem, ta slovenska osamosvojitev prijela in ko so se ljudje navadili govoriti, da je Slovenija država. Predtem so, spomnite se, vsaj tisti, ki ste malce starejši, spomnite se, da
so v uradnih poročilih vedno rekli republiška vlada, pa republiška inštitucija, ta pa una, pa tretja. Torej, to, da smo država, se je udomačilo šele relativno pozno. Jaz sem zelo ponosen, da sem bil tam zraven in sem zelo ponosen, da sem bil član tiste prve vlade in veseli me seveda, da so danes s gospodom Peterletom spet skupaj. Gospod Peterle, torej prvo vlado voditi najbrž ni bilo tako zelo enostavno. Če prebiramo tu in tam kakšne zapise, se sliši, to je bila koalicija kar 6 strank, zelo različnih, zelo raznobarvnih, od skrajno leve pravzaprav pa do desne, ne. Verjetno je bilo kar precej težko to usklajevati. Vi ste enkrat med drugim tudi povedali, da ste, ko ste šli predsedniku po to, da vam da, ne ravno blagoslov, ampak da vam pač da mandat za to, da sestavite vlado, mu nekako niste hoteli tistega spiska vseh ministrov pokazati, ne da? Kako je že bilo s tistim? Lep pozdrav vsem skupaj. Sem zelo vesel, da sem v tem kraju ponovno in vesel, da lahko prepovedujem v družbi zunanjega ministra, kolega osamosvojitelja, kako je bilo takrat. Najprej k predzgodbi, če temu tako rečem, ne. Jaz rad rečem, da je bilo mednarodno priznanje krona slovenske osamosvojitve. Če ne bi prišli do tega priznanja, bi bili nekje med Kosovim in Katalonijo malo priznani, malo nepriznani in tako naprej, ampak to priznanje seveda se je lahko zgodilo samo tako, da smo izpolnili pogoje zanj. Torej, to pot so bili izpolnjeni, to je odgovor, izpolnjeni politični pogoji za to. Prvič v zgodovini je imel naš narod priliko, da se opredeli med dvemi jasnimi izbirami. Ali podpre smer, s katero je šel na volitve Demos, zbirka strank, ki ste jih omenili, se pravi samostojna in demokratična država, ali pa da izbere stranke oziroma tisto stran, ki je želela Slovenijo v nekoliko drugačni Jugoslaviji, ne. Izbira je bila jasna, zmagal je Demos, zmagal je v 2 zborih, v družbeno-političnem zboru in zboru občin, ni pa Demos zmagal v zboru Združenega dela, kjer na glasovnicah ni smelo biti napisano, kateri stranki kandidat pripada. Tako da ljudje niso natančno vedeli, koga volijo in tudi vemo, v podjetjih je imela partija še svoje strukture in se je dalo tako ali drugače vplivati in torej tam mi nismo imeli večine, ampak vse skupaj pa je Demos imel večino, 55 proti 45 in ker je imel večino, ker je zmagal, je imel večino v parlamentu in je postavil svojo vlado. Jaz zanjo trdim, da je bila najbolj enoten organ slovenske oblasti takrat. Jaz sam nisem nikoli sanjal, da bom ali da bi moral biti predsednik vlade. V hišah, o katerih ste prej brali, nismo imeli takih ambicij. Nismo bili navajeni misliti tako daleč iz škatle, bi rekel, ne. Da bi se lahko s politiko ukvarjal, sem šel k Meclu in ga prosil, to je bil minister za kulturo, če mi podpiše status samostojnega kulturnega delavca. Meni je žena prvič prejšnji teden rekla, a se ti tega spomniš? A se zavedaš, kako noro odločitev si sprejel? Rekla, ti si... Z belim kruhom ste se v bistvu skregali, ne? Tako bi rekli po ta starem, ja. Je rekla, ti kaj na nas pomisli, ti gladko pustiš službo, začneš preživljati s pisanjem člankom in radijskih oddaj. Jaz sem za Radio Trst nekaj oddaje v okolju pisal in sem nekaj zaslužil in sem tako pač se lahko s politiko ukvarjal, ker v tisti službi se ne bi mogel. No in iz te na nek način ne službe sem jaz potem pač preskočil na nek nivo, ampak jaz sem se zavedal, da nas čaka ključni izpit v naši zgodovini brez primere in sem zato predlagal Jožetu Pučniku, ki je bil šef Demosa, ga še vedno močno spoštujem, si rekel, Jože, lej, ti si ostal na suhem, ker ni postal predsednik države,
nisi v vladi, nisi v parlamentu, plus tega si bil v Nemčiji, kjer leta je bil v Nemčiji, vemo zakaj, in si videl, kako deluje demokracija, socialno-tržna ekonomija, pravna država, in sem rekel, ti veliko več veš o tem, kaj moramo mi narediti, kakor pa vem jaz, ki sem živel na tej strani. Sem rekel, tretji razlog je pa ta, da ti si ateist, jaz sem kristjan, 45 let smo poslušali same lepe stvari o vernih ljudeh in cerkvi in tako naprej. Sem rekel, po meni bo padal tako, da bo hudo, tebe pa ta strela ne bo tepla, ne. Sva šla za 2 uri na Rožnik, sva se pogovorila. In vas je potem odklonil. In je potem naslednji dan me poklical, rekel, Loj, zdaj sem to premislil, nisem se odločil, želim ti vse dobro, zmenili smo se, komu to pripada, zdaj pa je pa Kučanu, predsedniku, ne. Torej, bom tako rekel, to je treba zelo natančno povedati, torej nisem šel jaz k njemu nič prositi, ampak on je mene povabil, kot nekako znanega nosilca ali kandidata za to, ker je pač bil tak dogovor v koaliciji, zmagoviti v Demosu. No in tam sem čakal v neki čakalnici, da bo predsedstvo kolektivno, v katerem so bili še Oman, Kmecel, Zlobec in Plut, ja, 2 iz Demosa, 3 ne iz Demosa, in oni so imeli nalogo, da pač po pogovoru s poslanskimi skupinami se odločijo o mandatarju, tako imenovanem, ne. No in pol so mi dali vedeti v tej čakalnici, da bi predsednik želel vedeti imena ministrov pred to odločitvijo. In jaz sem rekel, lejte, v ustavi ne piše, zakona ni takega, sem rekel, jaz bi se osmešil, nisem mandatar, pa vam jaz povem sestavo vlade. Ne. Elegantno ste ga pravzaprav okrog Jaz bi rekel pravno. Ne. Jaz nisem tega tvegal, jaz sem se tudi prej, sem že prej vedel za to vprašanje, ne. In so ljudje rekli, to ni zakonite podlage, ne. In pol je prišel, čez pol ure so se posvetovali, prišel Plut ven, pa je rekel, Lojze, veš, Milan bi moral to vedeti, ne, tako zelo po domače povedal, ne. Se rekel, lej, Dušan, jaz bom vztrajal na formalnosti, se rekel, potem, ko mi boste, oziroma, če mi boste dali mandat, bom jaz takoj povedal, koga jaz mislim v tej vladi, ne. In pol se je vse skupaj zelo tako nekako trdo postalo, pol je še en čas sem čakal, pa so me poklicali not, so mi dali prebrati sklep o mandatarstvu, če imam kakšne pripombe, sem prebral, sem rekel, nimam. In pol so slovesno povedali, oziroma odločili, da me bodo predlagali parlamentu za mandatarja, ker parlament je moral to potrditi. No, pa sem pa jaz povedal sestavo vlade, ampak se mi zdaj, kot da nobenega več ne zanima. No, in jaz mislim, da sem ravnal prav, ne, ker meni se je zdelo malo po domače, ne, in lejte, pa še to, ko smo potem imeli tako eno primopredajo s prejšnjo vlado, ne, sem se spet spomnil na to, naj povem sestavo vlade, ne. Dušan Šinigoj, ki je bil moj predhodnik na tem mestu, stara ekipa, je rekel, če bo na vaši strani pri prevzemu sodelovali Janša, Bavčar, ne vem, če še koga naštel, je rekel, nas ne bo, primopredaje ne bo. Mi smo pa imeli interes, da bi se ta stvar čim prej zgodila in kot sem prej, ne vem, če sem to že tlepel, ker sem danes že nekje govoril, nam so tisti dan, ko je bila izvoljena ta vlada Demosova, pobrali večino orožja v Slovenski teritorialni obrambi. Stara vlada ni več delovala, nova ni bila še v sedlu in so v najboljšem času so pobrali, ker se ni dal reagirati. Ne? In se spomnim, da Janša je prvi prinesel ključe pokazati od ministrstva. Ampak hkrati smo pa zvedeli za to novico, v kateri mene, tisti, ki so bili v Sloveniji obveščeni, tudi gospod Hočevar, ki je bil šef teritorialne obrambe,
mi ni povedal, da bodo pobirali orožje, pa bi mi kot že prej znanemu mandatarju lahko povedali. Skratka, eni so v tej državi ali takratni Sloveniji vedeli, kaj se bo zgodilo 16. pa mene kot predsednika vlade niso obvestili. Torej, mislim, da sem zdaj približno na to odgovoril. Bi pa rekel še tole. Če ne bi bilo 8. aprila leta 90 teh volitev, na kateri je zmagal Demos z državotvornim projektom, ne bi bilo nobenega plebiscita 23. decembra tistega leta. Nekdo je moral pokazati smer, razsvetliti pot, ne? Ljudje so se morali odločiti in bom še enkrat rekel, ko so imeli prvič to priliko, so se odločili za samostojno državo, mi smo pa dobili pač mandat, da to naredimo in bi še to povedal, ker se ne vidimo vsak dan, pa veljajo kakšne zmedene predstave, bom rekel, že v Ljubljani. Če ste poslušali kakšne slavnostne govornike, ponavadi rečejo, zgodil se je plebiscit, skoraj vsi smo bili za, pa je pa vlada začela delati. Ni res, mi smo začeli delati naslednji dan. Mi smo imeli projekt osamosvojitve kot ključno programsko točko. Mi smo morali začeti reševati podjetja, smo morali pripravljati obrambo, smo imeli večino denarja zasilnega, natisnenega pred plebiscitom, smo imeli del vojske, ki smo jo pokazali en teden prej v Kočevski reki, skratka, mi smo delali že prej. Je pa res, da je plebiscit, ki je prinesel tudi zakon o tem, kako gremo na plebiscit, je pa prinesel tudi zadnji rok. In je bilo rečeno, najkasneje v 6 mesecih po plebiscitu mora biti država proglašena. Namreč, ko smo bili v Poljčah, Dimitrij, se spomniš, s kakšnimi skrbmi si se ti od nekje vrnil iz Francije ali od kje, ali iz Amerike? Z Amerike, ne. Veste, takrat smo bili precej sami, tudi 26. smo bili sami, ni bilo nobenih predsednikov, nobenih diplomatov, predsednikov vlad in tako naprej. Migi so nad nami leteli in napovedovali, kaj lahko sledi. Mi smo tam državo proglasili sami in sami praznovali. Zato tudi nismo nobenemu nič dolžni. No, torej, predzgodovina mednarodnega priznanja se začne v ljudski volji, ki se je demokratično izrazila 8. aprila, bila plebiscitarno potrjena ali okrepljena s plebiscitom, 28. aprila leta 1991 pa s sestankom šefov Demosovih strank na Brdu, zadnja beseda, vsakega je Pučnik vprašal, vsi za to, da gremo do konca s tem projektom. Vsi smo en za drugim rekli, gremo, šli smo do konca, uspeli smo in sem tudi jaz vesel, Dimitrij, gospa Hera in vsi, da smo danes skupaj, da se lahko tega spominjamo in da lahko to tudi skupaj praznujemo. Samo še eno podvprašanje vam moram postaviti. Potem pa gospod Rupel spet nastopi. Ko ste izbirali imena za ministre v tisti svoji prvi vladi, so bili tudi iz opozicijskih vrst, ki ste jih potem ocenili kot izjemno kooperativne in zelo lepo ste sodelovali menda, ampak najdlje ste pa razmišljali za zunanjega ministra. Kako to? Kaj vas je oviralo? Kaj je bilo narobe, da ste tako dolgo razmišljali v gospodu Ruplu? Jaz sem se za torej najprej bi rekel tako, se vprašujem, ker nisem že predgovoril. Jaz mislim, da če primerjam moje sestavljanje vlade s sestavljanji drugih vlad, vključno s tole zadnjo Golobovo, že 15. po vrsti, bi rekel, da sem imel sorazmerno lahek posel. Mi smo se zelo hitro zmenili, ni bilo kakšnih posebnih pogojevanj, mora biti ta, mora biti on. Jaz sem imel najprej v beležki, jo imam doma, zapisano, prvem je Janša, drugi bil Bavčar, ker sem oba poznal, z obemi sem sodeloval, bil sem član odbora za človekove pravice in tako naprej. Organiziral sem neko celonočno bedenje pri frančiškanih za Janšo in tako je. Skratka, ta dva sem že poznal, Bavčar je tudi iz dela pri varstvu okolja in sem rekel, čakajo nasitni časi, ampak ta dva bi pa to mogoče zmogla. Tako pri njiju nisem imel ves kakšnih velikih, za zunanjega je bila, ne za zunanjega, za notranjega so bila imena, ker stranke so mi razne imena predlagali, ampak nihče ni pogojeval, ne.
jaz tega nimam v spominu, niti ne v zapisih. Ne. Za zunanjega ministra je bilo nekaj imen, ne bi šel zdaj v imena, to je zmeraj atraktivna pozicija in mislim, da je bilo res, mislim, da sem se zate na koncu odločil. Jaz zdaj se vseh razlogov ne spomnim. To so vaše besede, no, to nisem si izmislila. Bo verjetno, da bo res, ja, tako, ne. Ampak, lejte, ne bi šel zdaj v vse detalje. Jaz sem se glede imen posvetoval pri ljudeh, ki so koga poznali in tako naprej. Mi ni žal, da sem se odločil za gospoda Rupla, ki je zelo aktivno oziroma zelo odgovorno vzel to vlogo nase in močno prispeval k našemu skupnemu rezultatu. Je pa zanimivo dejstvo to, kako sem jaz te dobil iz tako zvane opozicije. Ne. Lejte, boste razumeli, zakaj se je to dogajalo. Recimo minister za socialo je bil takrat, ne, vemo, kako pomembna je bila obramba, notranje zadeve in tako naprej, ampak mi smo imeli takrat -8% je padalo gospodarstvo. Zdaj smo veseli, ker smo imeli 6% gor, takrat je bilo pa 8 dol. Ne. Roba na jugu je bila blokirana, denarja nazaj ni bilo, 400 podjetij pred stečajem. Inflacija je bila že blizu 20%, ko smo denar zamenjali, je bila pa 24% na mesec, ne na leto. Si predstavljate, kakšna inflacija je bila to. Na Zahodu me ne razumejo, mislijo, da sem se zmotil, če rečem 24. Že za leto je grozno, ampak da je pa to mesečna inflacija, ne, skratka, to so bile nemogoče razmere in jaz v Demosu nisem imel tisti, o katerih smo govorili ali se sami javili, jaz jih nisem prepoznal kot ljudi, ki bi to speljali. Ne? In jaz sem potem poklical na to, a je bila takrat še FSPN, to, kar je zdaj FDV, in sem poklical tega gospoda Svetlika, svežega profesorja, ki je postal kasneje tudi minister na tem področju, sem rekel, povejte mi, kdo pri vas ve, kaj je to socialno-tržna ekonomija. Sem rekel, jaz rabim enega, ki bo imel veselje s tem, ki to razume, ne, in rekel, Jožica Puhar. In se jo poklical, ona so se pogovorila in rekla, sem to preštudirala, jaz mislim, da je to tisto, kar moramo mi narediti, in rekla, ne vem, kako bo z mojo stranko, ona je bila skučena, oziroma Skocjančičeve ali Ribi, bivša partijka se reče, ne. In je rekla, ampak zame bi bil to izziv, in rekla, mi čez en dan ali dva je rekla, mene bi to zanimalo, pa sprejmem, ne. In sta z Doretom Rejcem, ki je bil nekoč direktor in minister za industrijo, sta super sodelovala. In ona je še zdaj ponosna, da je bila v tej vladi, ko je šla pa Hribičiču, kaj pravijo k temu, je rekla, mene je Peterle povabil in rekel, ti si svobodna, delaj, kar češ, sam ne računaj na našo podporo. Torej, ona ni bila delegatka stare ali nove partije, podpisala je Demosov program. Jaz sem imel v vladi sina Vide Tomšič. Se kdo spomni, kdo je bila Vida Tomšič? Verjetno. Ena od največjih revolucionark ali partijskih funkcionark in tako naprej. Miha Tomšič je žal že pokojni. Z njim sem se zelo malo pogovarjal, ker se ni bilo treba, ker so se razumela glede energije, okolja in ekonomije. In njegova energetska strategija je še danes aktualna, še danes, ne. Pol sem ohranil sekretarja bivše vlade, to je skrajno nenavadno, ne, in me je tudi marsikdo kritiziral, ampak je za sekretarja vlade, ki ima pod sabo 300 ljudi, pa je zadolžen za izvajanje sklepov in tako naprej, nisem imel po mojih kriterijih primernega človeka. Takrat še. Jaz sem ga iskal in ta Čerin, ki dela zdaj pri Jankoviću, ne, je rekel, gospod predsednik, jaz vem, da ga vi morate dobiti, vašega, je rekel, ampak dokler ga nimate, sem vam pripravljen pomagati, da bodo stvari tekle, ne. Je rekel, podpiram pa vaše glavne politične cilje, osamosvojitev, demokracije in tako naprej. In je gospod z nami delal 2 leti in tudi on ni bil slab, ne. Meni so pol eni rekli, ja, pa on nosi na ta naslov, pa na un naslov. Vse, gledajte, se to, kar delamo, je več ali manj javno, se nič ne skrivamo. Ne. Bistveno za tako pisano vlado, 6 strank, celo iz opozicije, tudi Kacin je bil iz opozicije.
Sem ga jaz nekaj slišal, god se, ko me je duš, tale pa ima jezik, tale pa je prepričljiv, ta zna povedati in tako naprej, ta bo kos nalogi in cilj nas je vezal, cilj. Mi smo bili najbolj enoten organ oblasti. Ste se mi lepo izognili odgovoru, niste povedali, zakaj ste tako dolgo premišljevali o gospodu Ruplu. Vendarle moram zdaj gospoda Rupla vprašati, kako je bilo v tistem obdobju preden, neposredno po osamosvojitvi, torej po 26. Juniju 91, vi ste že takrat s polno paro delali, kako je bilo hoditi po svetu, prepričevati druge, da je pa potrebno, ker proces je bil potem do šele 22. maja 92, ko je Slovenija vendarle potem bila tudi v Združenih narodih priznana, ampak takrat, če smo natančni, je bila že naslednja, je bila že druga vlada, ne? Vi ste že dobili 14. maja nezaupnico 92 in je potem prisegla že druga vlada, vi ste bili pa takrat še vendarle zunanji minister tudi v tej vladi. Torej, sprašujete me eno celo vrsto stvari, pa ne vem, kje ne začnem. Torej, mi smo bili v tej peterletovi vladi prav sami začetniki, seveda, ne? Ker je bilo to tudi v naravi stvari, no, razen morda Čerina, pa morda še koga, ampak večinoma smo bili začetniki, imeli smo zelo jasne poglede o tem, kaj hočemo doseči, demokracijo, samostojnost. Mimogrede, mi smo prav tisto plebiscitarno vprašanje formulirali že v Majniški deklaraciji leto 1989. Predno je bila vlada, ne? Smo v bistvu ta skupina strank, krščanski demokrati, moja Slovenska demokratična zveza, socialdemokrati, ljudska stranka, oziroma Kmečka zveza, zeleni, mi smo to formulirali že prej. No, pa kakorkoli, bili smo začetniki in seveda treba je bilo se znajti. Enkrat je zunanji minister Evropske unije Javier Solana, torej mi smo ga imenovali zunanji minister, čeprav je bil, kot se temu reklo, visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, kajti Evropska unija na področju zunanje politike seveda nima enotne politike, ni ministra, ampak je samo koordinacija oziroma kakorkoli. No, Javier Solana mi je enkrat rekel, ne vem, če se Lojze ti spomniš, Slovenci smo, naša policija je na vrniškem letališču aretirala, takrat je bila že Drnovškova vlada, je aretirala Hašima Tačija, tegale kosovskega predsednika, in sicer na podlagi neke srbske prijave, oziroma to je Srbija uspela, ali pa Jugoslavija, če hočete, Srbija pravzaprav, preko Interpola plasirati med tiste prijave, ki so jih morale evropske države pač uresničevati oziroma spoštovati. No in on prav, kaj ste pa naredili? Ste mi zaprli tistega človeka, edinega človeka, s katerim jaz lahko delam, s katerim se pogovarjam na Kosovu. Jaz rekel, ja, je zelo žal. Sem rekel, kaj pa ne naredim? Sem rekel, če je v zaporu, če so ga aretirali, je zelo težko. Grem tja, pa ga ven iz zapora zvlečem ali kaj takega. Kako si pa ti to predstavljaš? Je rekel, bodi ustvarjalen. Ali s slovenskimi besedami, znajdi se. In v bistvu smo se takrat mi pač morali znajti, kakor je pač šlo. Zdaj, mi danes govorimo, ali ne bi govorili predvsem o tistem, česar 30. obletnico praznujemo, to pravi vstopa Slovenije v Organizacijo Združenih narodov. Ta vstop je bil nekoliko, kako ne rečem, nekoliko zamudna reč. Je trajalo precej časa, predno mi je uspelo torej vstopiti v Organizacijo Združenih narodov. Zakaj? Zato, ker
mi smo dobili, prej sem imenoval nemške arhive, mi smo dobili priznanje Nemčije že 19. decembra 1991 in torej evropski ministri, 12-terica, se je odločila za priznanje Slovenije in Hrvaške 16. decembra, to se pravi, to je bilo leta 1991. No, ampak se je odločila za priznanje z nekim zamikom, z nekim, kot se to v evropskih krogih zelo pogosto dogaja, z nekim odmikom oziroma moratorijem, in sicer do 15. januarja. Mi smo dejansko bili priznani se strani Evropske unije 15. januarja in potem so se seveda ta priznanja usula. Ni pa bilo priznanja Združenih držav Amerike. Zdaj, brez priznanja Združenih držav Amerike seveda ni bilo mogoče računati, da pridemo v OZN. Mimogrede, seveda, najbolj nas je skrbela Amerika. Skrbela nas je najprej tudi Rusija, vendarle Jelcin, to se pa Lojze dobro spominjaš, je bil prav naš zaveznik. In Rusija nas je priznala že februarja 92. No, ampak recimo ena stvar, ki smo jo hoteli, da tako rečem, se prepričati, ali delamo prav ali ne, so bili obiski v takovanih glavnih državah neuvrščenih. Jugoslavija je bila neuvrščena in ta tradicija je na nek način bila še vedno v kosteh evropskih državnikov, seveda tudi Slovencev in tako naprej. In mi smo šli takrat v Indonezijo, v Egipt, v Indijo prepričevati naše sogovornike, da naj nas podprejo pri vstopu v Organizacijo Združenih narodov. Ampak brez Amerike ne bi šlo. Amerika nas je priznala 7. aprila. Zdaj s tem bi lahko kakšno zgodbo povedal, pa je ne bom. Bilo je pozno. V primerjavi s 15. januarjem, 7. april je bil kar daleč. Američani so namreč imeli eno misel oziroma en načrt, da bodo rešili probleme vseh naslednic Jugoslavije in Slovenije med njimi. To se jim pa ni posrečilo zato, ker je Grčija dala veto na Makedonijo. Dobro, ker se Srbije tiče, itak je bilo drugo vprašanje. Torej, Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina smo bili pripuščeni v Organizacijo Združenih narodov, torej 22. maja 1992. Slovenija je postala 176. članica Organizacije Združenih narodov. Zdaj, to se zdi, kot da smo res strašno zapozneli, strašno zamudniki, ampak to je bila pravzaprav repriza. Slovenija je bila, če verjamete ali ne, med ustanovnimi članicami Organizacije Združenih narodov. Na kakšen način? Slovenci so takrat seveda bili v Jugoslaviji. Mi smo bili eden od konstitutivnih narodov Jugoslavije, oziroma najprej države Slovencev, Hrvatov, oziroma Srbov, Hrvatov in Slovencev, potem pa Jugoslavije. In ko se je začela vojna, se je jugoslovanska vlada preselila v London. Zdaj pa gremo v vojni čas. Leto 1941, takrat se sestaneta Roosevelt in Churchill in podpišeta Atlantsko listino, avgusta 1941. Atlantska listina je podlaga za nek dokument, ki se mu reče Listina Združenih narodov, sprejeta 1. januarja 1942. In tisto listino, ki jo je podpisala vsega skupaj 50 držav, je podpisala kraljeva vlada v Londonu in naš veleposlanik v Washingtonu, naš jugoslovanski, ampak kraljevi veleposlanik. Potem, če gledamo na naslednji datum, april 1945, takrat je bil tisti ustanovni sestanek v San Franciscu. Oni so se sklicovali na Atlantsko listino, so se sklicovali na to listino o začetku Organizacije Združenih narodov leta 1942 in tudi na zasedanju v San Franciscu, na začetku torej Organizacije Združenih narodov, je bil predstavnik Jugoslavije Šubašić, torej prejšnji predsednik kraljevske vlade.
ki je sklenil s Titom tisti znameniti sporazum Tito-Šubašič. Skratka, mi smo bili na nek način navzoči, tako rečem, pri ustanovitvi organizacije Združenih narodov, čeprav so se potem, torej Tito in komunisti, hvalili, da je komunistična Jugoslavija bila ustanovna članica, ni res. Ustanovna članica organizacije Združenih narodov je bila Kraljevina Jugoslavija in Slovenci kot del te londonske vlade. Jaz sem hodil v šolo dolg časa nazaj, ne bom povedal kdaj. In seveda nas niso sploh naučili o tem, da je obstajala kakršnakoli jugoslovanska vlada v Londonu, če so pa to omenjali, so rekli, to je tista izdajalska vlada, emigrantska vlada, zaničevana, zločinska vlada in tako naprej. Če ne bi bilo kontinuitete med Šubašič-Titovo torej vlado, začasno vlado iz leta 1945 in potem kasnejšo socialistično Jugoslavijo, seveda bi ta socialistična Jugoslavija imela velikanske probleme. Torej, kot rečeno, Slovenija je bila med ustanovnimi članicami. Zakaj mi ta stvar roji po glavi? A vi veste, da sta bili med ustanovnimi članicami, med tistimi 50 državami tudi Ukrajina in Belorusija. Poleg Sovjetske zveze tudi Belorusija in Ukrajina. To si je izprosil, oziroma zahteval Stalin, ker je bil eden najmočnejših državnikov v tistem času in Churchill in Roosevelt sta popustila. Slovenija bi bila lahko ravno tako, Slovenija in Hrvaška bi bila ravno tako, razen Jugoslavije, ustanovni članici Organizacije Združenih narodov. Seveda, to je, bi rekel, manjša zgodba, jugoslovanska zgodba je manjša zgodba, ampak jugoslovanska zgodba, na vse zadnje, kot kažejo vsi dokumenti, jaz sem ene prej imenoval, oziroma omenil, jugoslovanska zgodba je bila svetovna zgodba leta 1991. Vsi državniki, pogledajte dokumente, so se pogovarjali o tem, da Jugoslavije ni mogoče, ne smejo, ni dovoljeno, ni koristno, je škodljivo razpustiti, kajti če razpade Jugoslavija, bo razpadla tudi Sovjetska zveza in potem bodo, recimo francoski predsednik Mitterrand je rekel, potem bodo tudi drugi secesionisti, torej ki se hoče odcepati, te ideje pobrali in bomo imeli kaos in vojno in nemogoče razmere in tako naprej. Hočem reči, Slovenija in Jugoslavija sta postali takrat leta 1991 res svetovni problem, ampak tudi slovenska zgodba o uspehu. Mi smo v relativno kratkem času, pa ste razglasili smo državo 25. junija in mi smo bili konec istega leta, smo bili že mednarodno priznani, čez par mesecev pa člani Organizacije Združenih narodov in mi smo se tam počutili pravzaprav kot doma. Moram vas še, ja, izvolite. Moram vprašati, koliko časa imate, ker mi imamo zgodb za 2 tedna še, ne? Bomo kdaj drugič še nadaljevali. Ampak eno zelo zanimivo bom zdaj dodal, ne? Mi smo delali za mednarodno priznanje po vseh nivojih, vseh linijah, tudi ljudje naši v Ameriki, v Južni Ameriki, v Avstraliji, v Nemčiji, na Švedskem. Bi rekel, prebudilo se je vse slovenstvo, bi rekel, in so ljudje protestirali, zahtevali, pisali, telefonirali in tako naprej. No, in se spomnite Brionskega sporazuma, ki je tudi v Demosu povzročil nekaj slabe volje. Mi smo se zmenili ne samo, da ustavimo vojno, ampak da damo vojake nazaj in tako naprej. Ne bom razlagal, kako je potem vojska odšla in kako je do tega prišlo. Ampak jaz sem imel en mesec po Brionih sredi, mislim, da je bilo 16. avgusta s Kolom, sestanek tako rekoč na 4 oči v Avstriji na njegovem vikendu. In sva šla, namreč on ga upravičeno jemljemo za eno od ključnih osebnosti na poti v mednarodno priznanje, ker on je bil kancler Nemčije in njegova beseda je precej veljala tudi zunaj Nemčije, ne?
In on je tudi Mitterranda na koncu prepričal, da je to podprl, težje je bilo pa z Angleži oziroma z Britanci. No in midva sva šla, on je takrat rekel, ne bodite neučakani, vi že izpolnjujete pogoje, Slovenija pač izpolnjuje pogoje, ampak ne moremo priznati samo vas, moramo se zmeniti, kaj naredimo s Hrvaško in še koga drugega in tako naprej. Je rekel, malo počakajte, je rekel, ampak vi niste več problem. Ne? In ko sem jaz prišel naslednji dan na to razširjeno predsedstvo, sem rekel, slovensko priznanje je zrelo kot hruška, sam noben ga noče še odtrgati, se spomniš se. Ne, pa so se še malo režali name takrat, ko sem to govoril, ampak Kohl je vedel, da poti nazaj v Jugoslavijo ni. In on je bil velik realist, hvala Bogu, in mislim, da je Genčar malo kasneje do tega prišel, ampak na koncu sta dobro delala skupaj. No, ker je bila Ukrajina omenjena, imam jaz pač zgodbo o Ukrajini. Ne? In jaz sva šla od države do države in on je imel boljše podatke, kakšno je razpoloženje za naše priznanje po državah, tudi na vzhodni strani. In se rekel, mi bi si želeli, da bi Češka, takrat je bila še Češko-Slovaška, zaradi zgodovinskih povezav, kultura in tako naprej, da bi in slovanske bližine in tako skratka, da bi nas ona med večjimi državami slovanskimi prva priznala. Je rekel, vas ne bo, ker imate tam premalo prijateljev. Je rekel, vas bo priznala ena druga slovanska država, pa ni hotel povedati, katera. Je bila to pa potem Ukrajina 6. po vrsti, 11. ali 12. decembra, če se ne motim. In pa sem bil na uradnem obisku, 12. Ja, sem šel v Kijev in tam sem govoril, takrat sem v drugi Drnovški vladi sem bil pa jaz zunanji minister, ne, in sem bil na uradnem obisku in sem ministra Zlenka vprašal, sem se pozorno zahvalil, sem rekel, veliko nam je to pomenil, ne, ampak z Ukrajino nismo imeli nikoli nekih relacij, ne, mislim, kot republika nekaj posebenega, veliko več z Rusijo. Ne. Se rekel, zakaj ste nas pa vi tako zgodaj priznali? Je rekel, Kohl nas je poklical. No, ravno na to temo moram pa vendarle še gospoda Rupla vprašati. Vi ste veljali za, označili so vas, vsaj dr. Bučar vas je označil kot predrznega zunanjega ministra. To je bilo v zvezi s tistim, ker ste enkrat klicali gospoda Genšarja, pa ga ni bilo v pisarni, en vikend ali kako je že bil, v glavnem, to je ena zanimiva prigoda. In potem je gospod Rupel rekel, ja, pokličite ga, ne, kje pa je? So pa rekli, v Ukrajini, je pa rekel gospod Rupel, ja, pa pokličite ga vendar tja, in potem se je na oglasu, kmalu za tistim. Mislim, to so zgodbe, ki so zelo privlačne in zelo prijazne in prijetne. Midva s ministrom Genšarjem sva imela dejansko zelo veliko kontaktov. On je eden tistih, ki je poleg kanclerja Kohla prelamljal te težave in ovire na poti do našega priznanja. Ko pa je bila že Ukrajina omenjena, ne, mogoče ni odveč omeniti eno stvar, ki je malo aktualna, ne, precej aktualna. Leta 2005 sem jaz bil, kot se temu reče, chairman in office, se pravi predsedujoč organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, in sem moral po vseh državah te organizacije hoditi in se pogovarjati z ljudmi. Takrat sem šel tudi, ravno kar je bil izvoljen novi predsednik Ukrajine Juščenko. Juščenko je bil prvi, tako rečem, na nov način izvoljen ukrajinski predsednik. Vi veste, da predtem je bila praktično revolucija v Ukrajini, tako imena pomarančna revolucija, oziroma oranžna revolucija. Predtem je bila v Gruziji rožnata, oziroma vrtnična revolucija. No, sem šel na obisk Juščenku in ko smo bili z avionom nekje tam na pol poti, nas kličejo, ne boste pristali v Kijevu, ampak v Lviv.
To je pa bolj na zahodu in sicer vas bo sprejel Juščenko v eni svoji dači. To je bil zelo zanimiv dogodek za novo leto 2005, takoj na začetku tega mojega mandata in se usedemo, začnemo se pogovarjati, neki so nam dali za jesti, za piti in tako naprej. In potem prav Juščenko, a mi pustite, da povabim še nekoga za tole mizo. Sem rekel, zakaj pa ne? In je prišel zraven tudi predsednik Gruzije. To je pa Miša Sakašvili. In potem se je vnel nek tak zelo zanimiv pogovor, ki je seveda po mojem bistven za razumevanje situacije, kakršna je zdaj. Ona ta začela govoriti o tem, da se bodo te revolucije nadaljevale. Najprej v Gruziji, potem v Ukrajini, potem v Belorusiji, takšen je bil njihov načrt, in na koncu naj bi šli do Kremlja in vrgli Putina. To so tam govorili, vpričal mene, in jaz sem bil seveda v zelo nerodnem položaju, ker jaz sem predsedoval v celotni organizaciji, tudi Rusom, ne, mislim, predvsem sem se pa bal, da so to poslušali preko kakšnih teh posebnih prisluškovalnih naprav. Putin se ni tako zelo ustrašil, a veste, NATO, kot se pogosto govori, on se je ustrašil demokracije. In to je bila tista stvar, ki nas je po mojem družila s temi bivšimi sovjetskimi republikami, tudi z baltskimi državami. Nikoli ne bom pozabil svojih prvih obiskov v baltskih državah, to je bilo že septembra meseca, po naši deklaraciji, pred priznanjem. In so mi natisnili, ti se spomniš, poseben potni list, prvi potni list torej takega formata, kot ga imamo zdaj, številka 1, in sem šel s tem potnim listom najprej v Estonijo, potem Latvijo, Litvo in sem posod dobil štempelj, se spomnim, da sem v Estoniji dobil štempelj številka 7, torej so bili zelo redki obiskovalci, ki so tiste države takrat obiskovali. Hočem reči, mi smo takrat predstavljali del nekega zelo pomembnega, naprednega, demokratičnega gibanja v Evropi. To ni bila samo naša slovenska narodna nacionalna stvar, to je bila neka evropska zgodba. To, kar se danes dogaja v Ukrajini, to, kar se dogaja v Evropi, to je, tako rečem, povezano z nami in mi smo s tem povezani. Mi ne moramo se zdaj delati, kot da temu ni tako, ali pa se delati, kot da nas to ne zanima. Slovenija je leta 92, 91 in 92 ne samo vstopila v krog priznanih držav, ampak je vstopila v osrčje evropske in svetovne politike. Zdaj, vidva bi, verjamem, vsaj do jutri zjutraj lahko razmišljala, kaj je vse takrat bilo. Jaz bi pa rada bolj kot ne tole stvar pripeljala k koncu, ker publika nima rada 2-urnih pogovorov in več. Ne bomo kar nehali, ampak vendarle rada bi vaju vprašala, v zadnjih 2 letih je Slovenija pravzaprav spet vstopila na ta mednarodni parket bolj korajžno, z večjim odjekom bi rekli lahko, z zunanjim ministrom, tudi s našim predsednikom Janšo. Zdaj se pa stvari so se obrnile drugače. Kako vidita naše, torej položaj Slovenije zdaj v tej aktualni luči, v prihodnosti, kaj bo to pomenilo nova zunanja ministrica, kaj bo zdaj to pomenilo skozi vajine oči videno, naš položaj v Združenih narodih, na mednarodnem parketu, torej kako to vidita? Jaz sem bil pred nekaj leti v Washingtonu, smo tam praznovali Prešernov dan, ko je bil še veleposlanik Cerar, in sem tam srečal zanimive ljudi, med drugim tudi tistega, ki mi je povedal, da je Slovenija takrat bila na 7. mestu po protiameriškem razpoloženju v svetovnem merilu. Ne? In se človek vpraša, zakaj bi bili mi tako proti Ameriki, od katere smo kdaj tudi kaj imeli, a ne samo UNRWA paketov. Ne? Sem se nad tem zamislil. Ne? Potem pa,
ko sem pregledoval malo papirje, sem ugotovil, da nekaj let nismo imeli nobenega resnega obiska v Ameriki, pa tudi nobenega resnega v Sloveniji. Ne. Smo pa imeli Erjavca, ne vem, kolikrat je bil v Moskvi. Recimo, na ruskih datah, je bil, smo slišali. tudi, ampak recimo, ni šel, pa je šel v svoj vikend na Hrvaško, ni pa imel uradnega obiska v Zagrebu. Skratka, imeli smo čudne situacije. Ne. Glejte, zunanja politika in diplomacija, to so resne zadeve in ne moramo pod eno vlado hoditi v Washington, pod drugo pa 4 leta v Moskvo. Ne. Ali pa vmes pa še nikamor celo, kaj takega. Tudi zdaj, ko poslušamo, kako bodo vse, ne vse, rekli so, da te, ki so bili že sprejeti oziroma potrjeni za veleposlanike, da bodo to prerešetali in koga dol dal. Ne. Veste, če ena država pošlje neko ime v neko državo sprejemnico, ki naredi tak agreman, se pravi, ga sprejme, pa dobi čez 14 dni pismo, da se je država premislila, da tega jemlje nazaj, pa bo dala enega drugega. To se tako ne dela. Tukaj so ene manire zelo natančne, ve se, na kaj je kdo občutljiv, ve se, kakšna so pravila. Torej, jaz se spomnim, ko smo že v Rusiji govorili tudi tega, ko smo se skozi Riven videla leta 1993 z zunanjim ministrom Rusije, ne, je rekel, mi vas, ali pa še s kom drugim sem se prej pogovarjal, tudi s predsednikom vlade Selajevim in že omenjenim Jelcinom prej, ne, ampak je rekel, mi vas razumemo, vi ste tukaj lociran, vi gledate bolj na zahod, mi imamo dobre odnose, ostanimo prijatelji. To je bila formula takrat. Ne. Potem se je pa marsikaj bi rekel, spremenilo in k temu bi jaz rekel še nekaj o tako višegrajski skupini. Lejte, to je naše naravno zaledje, mi smo del tega, mi smo Srednja Evropa, v State Departmentu, v Washingtonu, nas imajo pa v eni posebni skupini držav. Ne. Nismo pri Balkanu, nismo pri Srednji Evropi, mi smo z Avstrijo, Švico in Lichtensteinom v skupini alpskih držav. Imajo 4 posebno regijo. Lepa skupina, bi rekel. Ne, imamo pa 70 let dolgo balkansko politično izkušnjo, ki nas je marsikaj naučila. Ne. In mi, če smo bolj se povezali s to linijo držav, s katerimi imamo tudi posebno gospodarske odnose, zlasti z bližnjimi državami, kot so Madžarska, Slovaška in tako naprej, to je naše naravno zaledje, tudi velike podobnosti so v marsičem. Ne? In zato nismo, oni pravijo, ali Višegrad ali jedrna Evropa. Mi smo del jedrne Evrope po vseh kazalcih in če smo se bolj približali Višegradu, meni žal, da nismo pristopili v to skupino, ko je bila prilika. Pravi čas. Ne? Mi zato ne odhajamo iz takovane jedrne Evrope. Ne? In zdaj ne moramo imeti, bi rekel, zunanja politika mora biti postavljena strateško in ne more ena vlada sem hoditi, ena pa tja hoditi in jaz se tukaj bojim diskontinuitete in boste brali v Reporterju, ne? Da ni dovolj za prihodnost Slovenije, da si proti Janši. Ne? Ker ta plebiscit, ki je bil zdaj, jaz rečem plebiscit, ne volitve, je bil izrazito proti Janši. Ja, kaj bi pa delala Levica, če ne bilo Janše? Kje pa motiv našli za borbo? Se heca malo, lejte, ne? Da bo malo politike tudi. Ne? Lejte, to, kot sem rekel, mislim, da bo minister na to še bolj resno odgovoril, ampak tudi kot nekdanji predsednik vlade ali pa tudi brez funkcije, vem, kako je to pomembna zadeva. In država, veste, za državo je pomembna verodostojnost. Ne? Ti ne moreš švigati sem in tja. Mi smo v teh letih vmes malo pozabili na naše glavne zaveznike. Pozabili, kaj smo obljubili takrat recimo Vatikanu, ki je papež sam stal za nami in je šel sam diktirati priznanje v državno tajništvo. Ne? In se tega tudi spomnil na Brdu, je povedal, kdaj se je po njegovem začelo in tako naprej. Skratka, jaz bi si želel, da bi bila slovenska politika tukaj pametna, da bi držala kontinuiteto na strateških linijah, da bi se znala o tem tudi pogovarjati, ne pa predvsem podirati ali pa
se držati principa naj sosedu koza crkne. Jaz bi rad še doživel čas v mojem življenju, ko bom prav tako mirno spal, če bo vladala leva vlada, kot če bi vladala desna. Tukaj zdrave pameti in smisla za skupno bi rad še doživel. Ne vem pa, če bom. To so pa zelo optimistične želje, jaz se pridružujem vašim željam. Doktor Rupel, kako vi vidite zdajšnji slovenski politični, zunanje politični trenutek? Predvsej zaskrbljen sem, moram reči. Zdaj, razlogov za to zaskrbljenost je veliko, kar zadeva zunanjo politiko. Seveda se strinjam z vsem, kar je bilo pravkar rečeno. Veste, ena stvar je bilo mednarodno priznanje in vstop v organizacijo Združenih narodov, dobro, 91. in 92. Druga stvar, zelo pomembna stvar je pa naš vstop v Evropsko unijo in hkrati praktično isti mesec vstop v NATO, v Severnoatlantsko zavezništvo. Jaz moram reči, z grozo poslušam nekatere izjave ljudi, ki se pripravljajo za službe v vladi, zdajle v tem trenutku, izjave, ki pravijo, da bi pravzaprav morali mi NATO zapustiti, da bi morali sredstva, ki so bila predvidena za vojsko, porabiti za druge namene in tako naprej. Meni se zdi to seveda prav, da tako rečem, samomorilsko, ampak bom povedal, zakaj. Glejte, nismo mi slučajno, dobro, Evropska unija je bilo, da tako rečem, vitalno gospodarsko vprašanje, tudi politično, ampak predvsem gospodarsko in dobro, tudi, če hočete, civilizacijsko vprašanje. Mi spadamo v Evropo od 9. stoletja ali pa še prej, ne? In prav spadamo v to srednjo Evropo. Mi smo bili del tega rimskega cesarstva, ne? Da tako rečem. No, ampak NATO je pa seveda neka druga stvar. Nedavno sem bral en govor, en referat enega ameriškega visokega diplomata, ki je bil pomočnik od Condoleezza Rice v času predsedovanja Georgea Busha, in on pravi takole: glavni problem Evrope med obema vojnama je bil ta, da Amerika ni bila zraven, da Amerika ni sodelovala pri glavnih zadevah v Evropi. Amerika se je poslovila na Versajski konferenci z Woodrowom Wilsonom in potem se za Evropo ni brigala. Torej, Amerika ni bila v Evropi recimo v 30 letih, ko se je rojeval fašizem, ko se je rojeval komunizem, oziroma ko se je uveljavljal komunizem. Pa Stalin je povzročil, kot beremo pri vseh teh kronistih, je povzročil revolucijo v Španiji. Seveda je bila v Španiji državljanska vojna, ampak tam se je začela revolucija. Zakaj je Stalin hotel revolucijo tam? Zaradi tega, ker je smatral, da je Španija izhodišče za svetovno revolucijo v Južni Ameriki in v Afriki. Stalin je imel vizijo svetovne revolucije. Torej, 30 leta, strašne stvari se dogajajo v Evropi. Pravi, ko bi Amerika bila v Evropi, ne bi bilo treba poklicati na pomoč za boj proti Hitlerju Stalina. Zakaj je to absurd? Zaradi tega, ker sta Stalin in Hitler eno in isto. In v bistvu smo bili mi neke sorte stisnjeni v ta prostor, najprej prijateljstva med tema dvema diktatorjema in potem seveda sovraštva oziroma česa tega, da je Stalin zasedel 1/3 Evrope. Ta zgodba se je končala z koncem hladne vojne in s tem, kar se je dogajalo nam. Mi smo dejansko en pojav konca te hladne vojne in konca te krize Evrope in mi moramo seveda to upoštevati. NATO
je edina obramba, ki nam še ostane, tudi Slovencem, če bomo imeli, da tako rečem, škodljivo oblast. Ta oblast ne bo mogla, jaz upam, ravnati v nasprotju z nekimi merili Evropske unije in NATO. Jaz mislim, da je eden od razlogov, zakaj danes nekateri predlagajo, da gremo ven iz NATO, zato, da bi izgubili to kontrolo in da bi lahko delali, kar hočejo. In to se mi zdi seveda izjemno nevarna zadeva, zaradi tega vztrajam pri tem, da mora Slovenija čuvati svoje članstvo v NATO in seveda v Evropski uniji, jasno, in seveda v Evropski uniji se povezovati z državami, ki razumejo naše probleme. Zakaj so države Višegrajske četverice na nek način nekaj posebnega in oni nas razumejo, mi pa njih? Zato, ker imajo isto preteklost, ker so doživeli, tako rečem, če bi bilo se tudi je bilo, vse zadnje, po odločitvah komunistov med vojno, bi Slovenija bila Sovjetska republika. Mi se moramo zavedati tega, da je bila Slovenija na poti v to, da postane Sovjetska republika in druge jugoslovanske republike, tudi Sovjetske republike. In to seveda, temu smo se izognili in ta zgodba se je končala po mojem prepričanju, ali pa če hočete, po večinskem prepričanju Slovencev, upam, leta 1992 oziroma leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo in NATO. In to se mi zdi bistvena orientacija za kakršnokoli zunanjo politiko. Če bo drugače, potem nam ni rešitve. To je precej pesimističen zaključek. Ni nobene luči na koncu predora. Kaj rečeta? Čisto za piko na i. Dokler smo v NATO, je vse v redu. Tako. No, to se lepše sliši. Da ste me spomnili na en stav, ki ga uporabljam zadnje čase. Zadnje čase je geslo svoboda. Jaz sem mislil, da smo se nekako osvobodili že malo prej, ampak v taki situaciji je pa potrebna tudi svetloba. Jaz upam, da ne bo čisto ugasnila luč. Lepo. Pa svoboda žal še ni demokracija, ne? Tudi to je neko dejstvo, ki ga je treba upoštevati. Še kakšna misel? Veliko. Drugič. Dajte vi zaključiti, gospod. Doktor, dajte vi zaključiti, gospod doktor Rupel. Torej, jaz bi rekel, da je pomembno se zavedati pomena mednarodnih odnosov in zunanje politike in diplomacije. Države brez diplomacije in brez vojske ni. Mi smo bili prej neke sorte, tudi v ustavi je tako pisali država. Nismo pa imeli niti vojske, niti diplomacije. Torej nismo bili država. Ko smo dobili svojo diplomacijo in svojo vojsko, smo postali država med drugimi državami. In to je zdaj, od zdaj naprej tako. In ne more biti drugače. Razen seveda, če bo katastrofa. Smo pa, seveda, živimo v enih zelo, zelo napetih časih. Jaz mislim, da Slovenci mislijo, da spadamo na Zahod in da spadamo v družino evropskih in še posebej srednjeevropskih narodov in pri tem moramo ostati. To je treba, zato se bomo borili. Dokler bom jaz še migal, bom se za to boril. To je dobro. Še gospod Peterle, kakšna misel za konec? Čisto za piko na i, zadnjo. Imate zadnjo. Zdaj vam bom odgovoril na prvo vprašanje. Deloma. Ja. Govorilo se je o predrznosti. Res mi je eden rekel, ta človek zna biti predrzen in vzkipljiv, kar ni najboljša lastnost za zunanjega ministra. Ni pa najslabša verjetno, ne? Ampak mislim, da je ena od teh lastnosti zelo koristila našim prizadevanjem na zunanje političnem področju.
Hvala, še bomo kdaj klepetali, resno razmišljali, to so resni razmisleki bili danes, upam, da tako tudi vzeti pri občinstvu in naših gledalcih. Hvala vsem sodelujočim, hvala vama, gostoma, torej doktorju Dimitriju Ruplu, gospodu Lojzetu Peterletu, hvala nastopajočim, ki smo jih videli, hvala domačinom, ker so nas za to priložnost vzeli pod streho. In seveda vsem vam, gledalcem, gledalkam, obiskovalcem, obiskovalkam za pozornost. Srečno Slovenija! Hvala lepa.